Pred sabo imam platnico oziroma ostanek knjige, ki je preživela Vnukov požar med drugo svetovno vojno. To knjigo sem ravno te dni končal, se pravi, je bila narejena prevezava, ker je bila papir sam je bil relativno dobro ohranjen, tako da ni bilo potrebno kakšnih večjih popravil. Običajno z ogleni z zunanjih strani, recimo pač tole je en tak primer, tudi preživele knjige iz požara. In kot vidimo, pač ogenj je očitno bolj iz te strani bil bolj intenziven, iz te strani knjiga praktično ni nič ožgana. Zdaj pa noter sam papir izgleda malce drugačne. V večini primerov samo besedilo ostane bolj ali manj nedotaknjeno. Seveda spet odvisno, koliko časa in kako močen je ta ogenj bil. Vendar take knjige, kot je tale, so na nek način rešljive, seveda z zelo dolgotrajnim postopkom. Nobene tehnologije, nobene mašinerije, gre popolnoma za ročno delo. Se pravi, najprej je treba pač celo zadevo pregledati, v kakšnem stanju je, odločiti se za neko strategijo, kaj bomo v tem primeru naredili, ali kaj se bo dalo ohraniti, česa se ne bo dalo ohraniti. Tisto, kar je zoglenelo, tisto takole pač z roko ali pa z skalpelom, recimo tako pač odstranimo. Ker potem, ko imamo to narejeno, lahko pride v poštev tudi suho čiščenje z radirko, v primeru, da je v knjigo, da so noter prišle saje, potem pač te stvari radiramo. Seveda pa je zaradi izpostavljenosti vročini ta papir veliko bolj krhek, kot bi sicer bil, ne glede na to, da je že star, da je mogoče manj kvaliteten. Pri pač požaru se papir prekomerno izsuši in zaradi tega postane tudi dodatno krhek. V nekaterih primerih imamo možnost z napravo za dolivanje vlaken, recimo dolijemo manjkajoči del papirja, se pravi vsak list oziroma pač tiste listi, ki pridejo skupaj v polo, jih zložimo na to napravo in ta vmesni del, ki je pač zdaj ga ni, ker je zgorel, se lahko nadomesti oziroma dopolni z kašo, ki se jo dolije na posebnem stroju iz papirnih vlaken. Lahko pa zadevo recimo z japonskim papirjem, te stvari, ampak vedno moramo iti pa kar precej preko tega ožganega dela, ker moramo v bistvu tam na tem ožganem delu papir okrepiti. Predvsem pa recimo v temle primeru takšna platnica ni bila poškodovana niti toliko od ognja, kakor je bila poškodovana od vode. To vidimo po tem, kako je vse vegasto, ker se ni sušilo pravilno pod obremenitvijo. Zaradi te vode lahko, seveda zaradi neprimernega sušenja, neprimernih pogojev na knjigi potem pridelamo tudi kakšne plesni, se pravi poškodbe zaradi ognja so tiste primarne, potem so pa poškodbe zaradi vode in tudi poškodbe zaradi plesni. Predvsem je pač odvisno od tega, kako se ob samem požaru oziroma ob reševanju knjig iz požara, kako se takrat postopa. Danes imamo gasilne aparate na prah, ki so recimo pač za knjižnice bolj primerni, kakor gasilni aparati z vodo ali pa s peno, tako da recimo danes do teh poškodb niti ne bi prišlo. Včasih pa so pač gasili samo z vodo in so žal, poleg ognja pridelali še dodatne poškodbe. V tem primeru lahko vidimo na spodnjem vogalu je bilo malce požgano, tukaj sem pač okrepil z japonskim papirjem in škrobnim lepilom, tako da je to v bistvu na nek način odstranljivo, če bi to kdo hotel. In pa tukaj na zgornjem delu se vidi, kjer je bil papir preveč zoglenel, se pravi tisti deli, ki so kar sami od sebe odpadli, sem jih pač tudi dopolnil z japonskim papirjem. Pa papir je bil, kjer je bila pač mokra, ni bil pravilno posušen, tako da sem mogel pač vse liste tudi rahlo navlažiti in jih potem v več fazah postopka
ravnal in stiskal, tako da je zdaj papir relativno spet raven, gladek. Poškodbe, se pravi knjige, ki pridejo na naš oddelek, ožgane, so v bistvu zelo redke. Konkretno ogenj s plamenom ne. Za knjige oziroma za pač večino Nukovega fonda je najbolj nevarno to oksidacija oziroma razgradnja papirja, ki pač pomeni, da papir že zaradi samih postopkov izdelave en kup faktorjev je, ki slabo vplivajo na papir, tako da papir postaja vedno bolj kisel, krhek, drobljiv, in v bistvu takih knjig ne moremo. To je problem, ki je nerešljiv v smislu fizičnega ohranjanja, tako da se pač v teh primerih se stvari mikrofilmajo, digitalizirajo. Vsi te sodobni, se pravi papirji zadnjih 150 let, lesovinski papirji, imajo pač kratko življenjsko dobo. Taka z slabim papirjem, izsušenim, ki je že sam po sebi kisel in krhek, tukaj pač lahko naredimo mi dolgotrajen, drag, zapleten postopek, ampak knjige v tisto prvotno stanje, se pravi uporabnosti, da bi bila kot fizično močna, jo ne moremo več povrniti.